Čirilibum, čirilibam. Danes vam bom prebral zgodbo Prvi cirkuški šolski dan. Pride čas, ko vsak otrok doživi prvo srečanje s šolo. Kar brez strahu. V teh velikih stavbah sta znanje za življenje in zabava. Spoznamo nove prijatelje, doživimo prve ljubezni, se navdušimo za delo ali študij, ko smo malo starejši. Šola je pomembna ustanova. Še posebej, ko gre v šolo klovn. Šola. Doma poslušam in okrog, da v šoli že veliko je otrok. Nihče nič me ne straši, ker v šoli so menda prijazni vsi. Zato pa še v šolo bi že rad, da naučil bi se osnov vsega in brat. Vse, kar te šola nauči, v življenju rado se povrne ti. Potrudi se še naprej, pa te srednja šola in študij čakata, juhej. Včasih se dobro znajti je tako, da povežeš znanje in motoriko. Delo in znanje sta vrednoti, ki se jih učiš vsak dan sproti. Šolanja ne zaključiš nikdar, ker življenje, šola je vsak dan. Le stavbe, letniki se spremenijo, mi pa se naprej učimo. Kdor rad se uči, hitro zapomni si. Vsak svoje ima strasti, kar človeka naredi, posebno osebo, kot si ti. Zaupaj si. Mali klovn. Otroci, veste, danes je zame in za mojo družino velik dan. Mlečni zobje so se počasi začeli poslavljati, torej je čas, da gremo v pravo šolo. Veselim se že. Kaj mi bo hudega? Prav nič. Tam ni nobenih strašil in čarovnic, samo prijazni učitelji in učiteljice, hišniki, kuharji, no, in nekaj ljudi. Zakaj le oni hodijo v šolo? Pa saj bom izvedel, kako se že veselim. Pohiteti moram, da ne bom pozen že na prvi cirkuški šolski dan. Ker je takšna posebna priložnost in ker sem že malo pozen, se bom v šolo odpeljal s kolesom. Zebra zapiska. Mali klovn, kam pa se tebi tako mudi? Skoraj si me povozil. Mali klovn. V šolo hitim. Danes je moj prvi cirkuški dan. Juhej! Zebra. No, ni kar tako hitro. Se ti bo kaj zgodilo? Skoraj bi prevozil prehod za pešce. To pa je nevarno. A si sam? Mali klovn. Ne, sam s kolesom. Zebra. Kje imaš spremljevalce, starše? Na cesti se moraš znajti prav obnašati. In če greš v šolo, bi moral nositi rumeno rutico. Kje imaš rumeno rutico? V prometu bi jo moral nositi, da si bolj viden in te drugi udeleženci v prometu prej opazijo. Mali klovn. Tega pa nisem vedel. Sem se bolj barvno oblekel, da bi bil viden. Zebra. Nikar ne bodi smešen. Pozabljivcem, kot si ti, dam jaz rutico. Izvoli, nadeni si jo. Mali klovn. Ups, tega pa mi doma niso povedali. Sem mislil, da se kar tako lahko odpeljem v prvi cirkuški dan. Veste, nestrpno že pričakujem začetek šole. Še sreča, da sem srečal vas, zebra. Zebra. Prav imaš. Zebre stojimo v vsakem prehodu za pešce. Otrokom tako kažemo, kje naj varno prečkajo cestišče, da lažje in varno prispejo do svojega cilja.
Prve šolske dni bomo ob vseh prehodih in drugih bolj izpostavljenih delih poti stale zebre in pazile na vas. Mali klovn. Zebra, potem pa bi vas prosil, da mi pokažete, kako naj prečkamo cesto. Zebra. Cestišče moraš znati pravilno prečkati. Naučila te bom. Najprej pogledaš na levo, potem na desno in preden stopiš na cestišče, še enkrat na levo. Dvigneš obe roki, nakažeš stop in varno prečkaš cesto. Tako se prečka cestišče. Tudi ko odrasteš, zapomni si. Mali klovn in zebra prečkata cestišče. Mali klovn. Hvala, zebra. Sedaj pa moram pohiteti, da ne zamudim. Mali klovn se odpravi proti šoli. Pred šolsko poslopje pride učitelj, pogleda na uro in prav tisti hip zazvoni. Učitelj. Kako sem točen. Šolarji bi že morali biti tu. Učitelj nagovori prvošolce. Učitelj. Pozdravljeni naši novi učenci in klovn. Prav vesel sem, da ste prišli med nas. Mali klovn glasno hlipa. Učitelj. Oj, nikar ne joči. Šola je zelo prijazna do otrok in klovnov. Tukaj je hram znanja, modrosti. Naučili se boste veliko novega, različnih spretnosti, zanimivosti. Malemu klovnu je upadel ves pogum, zato polglasno zatrna. Jaz bi šel domov, mamica, domov bi šel. Nikogar ne poznam, ničesar ne znam. Mamica, ati. Učitelj. Nikar ne odhajaj. Tukaj boš spoznal prijatelje. Nikar se ne boj novega znanja, novih ljudi. Joj, kako veliko torbo imaš. Pridi, ti bom pomagal. V naši šoli je bolje, da veliko poslušaš in poskušaš, pa da ne boš potreboval toliko pripomočkov. Pridi, šola pa je res ni bavbav. Pojdimo noter. Učilnice so že pripravljene za nove učenjake. Mali klovn, učitelj in drugi učenci se odpravijo v cirkuško šolo. Učitelj. Poglej, vidiš, niti malo ni strašljivo. Tukaj boš odkril, kaj bi rad v življenju počel. Morda se prvič zaljubil. Se izučil za kakšen poklic. Mali klovn še zmeraj rahlo jokajoč. Prav imate, tukaj res ni tako strašno, kot mi je govoril stric Lev. Učitelj. Seveda, levi malo strašijo. Zmeraj so radi glavni, včasih pretiravajo. Mali klovn. To mi je rekla že mami. Učitelj. V šoli se boš naučil mnogo novih stvari. Ponavljal abecedo, sešteval, odšteval, spoznaval naravo. Tako kot naša učiteljica Papiga. Mali klovn. Papiga? Učitelj. Ja, to je ena izmed naših najiznajdljivejših učiteljic, Papiga. Naučila vas bo ogromno in razširila vaše znanje materinščine, matematike, logike, narave in še marsičesa, kar vam bo v življenju pomagalo. Papiga. Tako. Me učiteljice smo znane po tem, da veliko ponavljamo. Veste, otroci, vsako novo znanje je treba vaditi. Ponavljati, pisati. Naša odlična metoda temelji na spoznavanju, da otroci radi ponavljate stvari, predvsem tiste, ki se jih ne učite v šoli. Pri nas ponavljate,
vse. Mali klovn. Če bo treba preveč ponavljati, bo moral ponavljati kar cel razred. Papiga. Ni tako hudo. V življenju boste morali stvar večkrat ponoviti, da jo boste obvladali. Tako kot jaz. Ponavljanje krepi možgane. Mali klovn. Potem pa bom veliko ponavljal. Ne razredov, ampak snov. Učitelj. Če želimo biti zdravi, spretnejši, moramo v šoli zdravo jesti in se veliko gibati. Veste to, otroci? Zato v naši šoli kuhamo zdravo hrano. No ja, včasih tudi manj zdravo, a se zato več gibamo. Klovn, ti veš, kaj je zdrava hrana in kaj pomeni gibati? Mali klovn. Ja, mi doma tudi zdravo jemo. Soseda Pujsa nam velikokrat pripravi zdravo hrano. Učitelj, kaj pa? Mali klovn. Ocvrt krompirček, hamburger, pico, sladoled. Učitelj. No, saj ta hrana ni tako slaba, vendar se je treba dovolj gibati, drugače nam lahko škodi. Ravno zato imamo v naši šoli učitelja športne vzgoje in gospodinjstva polža. Polž leze. Slim. Učitelj. No, malo hitreje pa le prilezi. Polž. Že lezem. Učitelj. Polž. Že lezem. Polž. Otroci in klovn. Nobena hrana ni tako slaba, če se potem dovolj gibate. Dobro je že, da je hamburgerjev in sladkih pijač čim manj. Ni se jim treba čisto odpovedati. Zmeraj morate najti pravilno ravnovesje med hrano in gibanjem. Tako kot mi, polži. Lezemo počasi, saj se počasi daleč pride. Vmes se malo slinimo, ker smo se premalo najedli. Radi pa bi še več. Vendar se v nasprotju z ljudmi mi raje slinimo, kot pa prenasitimo, saj si s seboj nosimo hiško. To ni ravno lahka naloga. Vas pa slišim, kako negodujete, kako nesete samo torbo. Mali klovn. Polž, rad bi bil tako močan in vzdržljiv kot ti. Polž, mlad si še. Moč pride z leti. Pridno poslušaj in se gibaj, zdravo jej. Tako ti bo uspelo. Mali klovn. Hvala, polž, kako vesel sem, da sem prišel v to šolo. Od zdaj naprej bom bolj zdravo jedel in se več gibal. Me že boli glava. Polž, res si smešen. Se vidimo pri malici in športni vzgoji. Nikar ne pozabi primerne športne opreme. Mali klovn. Ne bom, stric Kon mi jo je kupil. Učitelj. Ker v naši šoli poskrbimo za učenke in učence, so manj navdušeni za gibanje in bolj glasbeno nadarjeni. Vam bo učiteljica Sova poskušala približati glasbo in umetnost. Veste, v šoli se lahko učite marsikaj, le če poslušate. Mali klovn. Petje in ples, mislim, da ni zame. Sem vendar klovn, tega klovni ne znamo. Sova. Zato si prišel v šolo. Nikar tako ne govori. Skupaj in postopoma se bomo učili peti.
deklamirati in igrati na razna glasbila. Mali klon. No, če dobro pomislim, bi mi tudi to prav prišlo. Pri nas v družini nihče ne poje in igra. In bi jih jaz lahko kaj naučil. Sova. Vidiš, znanje, ki ga boš pridobil v šoli, ti lahko koristi povsod. Mali klon. Kako se veselim šole! Prava veselica bo! Učitelj. Poglej, mladi klon. Tukaj je naš nekoliko starejši učenec Medved, ki se je pri nas že nekaj naučil. Učenec Medved. Veste, počitnice so bile dolge in sem veliko šolske snovi že pozabil. Učitelj. Pozabil? Bomo pa znova razložili in si poskusili zapomniti tako, da bosta s papigo malo več ponavljala. No, nekaj zagotovo še znaš. Učenec Medved. Že prvi dan sem se nekaj naučil. Mali klon. Že prvi dan sem se nekaj naučil. Medved, od danes lahko ponavljava skupaj. Mali klon in medved se nagajivo nasmehneta. Učitelj. Vidiš, kako je lepo hoditi v šolo. Spoznal boš veliko prijateljev. V šoli je prijetno, če se vsi med seboj dobro razumejo. Tako kot učitelji, kot učenci in starši. Nepozabne šolske dni, dragi otroci. Dragi starši, vam pa potrpežljivost, kajti s prvim šolskim dnem se kaže cirkus tudi za vas. Prvi cirkuški šolski dan. Avtorja Gašper Malek in Miha Malek. Ilustracije Brina Srebre. Nasvidenje!